Danes se bomo sprehodili po zeliščnem vrtu, malo pogledali rastline, kako jih pravilno pripraviti na prezimovanje. Se veste, zdaj je čas, ko že pridno pospravljamo svoje pridelke z vrtov, z njiv, pripravljamo ozimnico, moramo pa seveda poskrbeti tudi za rastline. Pa da se takole malo sprehodimo, pogledamo rastline, katere potrebujejo tisto pravo nego, torej pravo obrezovanje. Za vse tiste, ki ste nas začeli spremljati, ki še ne veste, kdo smo, torej smo zeliščna kmetija Gorska Roža, smo na skoraj najvišji točki v občini Šmarje pri Jelšah, reče se Nunska gora. Ukvarjamo se z pridelovanjem in predelovanjem zelišč, žit, sadja in zelenjave, torej pripravljamo razne zeliščne čaje, zeliščne druge pripravke, kot so tinkture, mazila, mila, potem izdelke iz žit, imamo torej moke, kaše, pa potem izdelke iz naprimer jagodičevja, imamo, naša znana je taka marmelada iz aronije. Tudi tisti, ki ste zdaj v času, ste verjetno že pobrali aronijo. Zdaj najbolj preprosto je seveda, da se naredi marmelada, lahko pa si naredite tudi sok, katerega morate uživati le po žličkah, saj vsebuje zelo veliko antioksidantov in pa predvsem pa železa. Torej, kot smo že rekli, zdaj smo v času pobiranja pridelkov, pospravljanja, priprava na ozimnico. Torej, rastline mi v tem času, kot ste lahko že opazili, smo že precej porezali. Nekje po 15. avgustu je najboljše, da se porežejo rastline zelo močno, kar precej. Kot lahko vidite, tole je bila prej zelo velika sivka, zdaj pa je čisto porezana. Naj vas ne skrbi, ker kot lahko vidite, že lepo poganja. Ona bo do zime se lepo spet nazaj obrasla, ozelenela in se tako pripravila na zimo. Če tega ne bi storili zdaj in bi zamudili ta rez, ki se nekako opravlja do najkasneje 15. septembra, potem lahko rečemo, da pač moramo počakati do pomladi, vendar s tem tvegamo, da pride zima z močnim snegom in nam potem sivko, ki ni bila porezana, bomo rekli tako, lahko poškoduje tisti močni sneg. To so bili zelo veliki grmi, se pravi, nič vas naj ne skrbi, pravo sivko, tisto zdravilno, lahko porežete kar globoko do tal, spodaj bo pa spet pognala takšnele poganke, mladike. Spomladi bo prej začela gnati, prej bo zacvetela in pa tudi bolj bogato bo obrodila, bomo temu tako rekli. Rastline, ki še cvetijo, počakamo, da naredijo tisti svoj življenjski krog, kot je na primer tale ameriški slamnik. Tule pa vidite glavico, ki se že dobro suši. To glavico bomo lahko kar kmalu pobrali. Tole se bojo razvila semena. Se veste, zdaj pobiramo pridelke in pa semena rastlin, ki si potem pripravimo za naslednje leto. Lahko ga kar tako pustite, se vseje potem sam, vendar morate paziti drugo leto, kje vam bo pognal, ali pa tole glavico čisto preprosto utrgate in hranite, pa si nekje v mesecu februarju začnete delati podmladke, bomo temu tako rekli. Tule zraven vidite, da pa spet cveti dobra misel oziroma origano. Tale je letos zacvetel že drugič. Prvič smo ga porezali
konec meseca junija in je spet lepo zacvetel, tako da ga lahko režemo še enkrat v času za cvet in ga potem uporabimo za pripravo čaja ali pa tinkture, lahko se uporablja tudi v mazilih. Zelo dobro deluje antibakterijsko, antiseptično, pomaga pri raznih črevesnih težavah, želodčnih težavah. Zelo dobro je pa tudi kot podpora našim ženskim težavam, ki nas pestijo od najstniških pa vse do zrelih srednjih let. Takole nekako pripravljamo zdaj seveda rastline na ozimnico, torej tiste, ki še cvetijo, še pustimo, ostale, kot je tale divji komarček, že pripravljajo semena, počakamo, da lepo dozorijo in jih potem poberemo. Druge pa porežemo, kot smo pokazali na primeru sivke. Tule je žajbelj, kot vidite, smo ga močno porezali, ampak že lepo žene. Tole bi bilo nekako z zeliščnega vrta zaenkrat vse. Bi vam pa rada pokazala še, torej, kaj si lahko iz zelišč, torej kako zelišča pravilno hranimo in kaj si potem lahko še iz njih pripravimo. No, zdaj si bomo pogledali še našo notranjost, kje skladiščimo naše zelišča. Evo, najprej si bomo tule pač čisto na kratko. Tole je naš mlin, trenutno je še malo v remontu, star je približno 200 let. Poseben je predvsem zato, ker imamo še ostale stroje za čiščenje žita, s tem pač pridobimo samo še bolj na kvaliteti naših izdelkov, torej mok. Tako, zdaj pa stopimo naprej v prostor za predelavo zelišč. V tem prostoru se zelišča sušijo, predelujejo, torej režejo, čistijo in pa pakirajo potem naprej v čaje. Zelišča, katerih ne moremo naravno posušiti, posušimo s pomočjo sušilnice. Tule lahko vidite posušen rožmarin, s tem ohranimo, hitro ga posušimo in s tem ohranimo njegovo kvaliteto, aromo, videz, kar je zelo pomembno pri zeliščih in kasneje pri čajih. No, v naši zakladnici zdravja, to je naš najljubši prostor, pa takole shranjujemo potem zelišča. Zelišča morajo biti dobro posušena, to pomeni, da se lomijo pod prsti in le takšna lahko hranimo v steklenih kozarcih. S tem ohranjamo torej njihovo kvaliteto, aromo, zdravilne učinkovine. Prostor mora biti tak, da ne spreminja temperatura, da je konstantna temperatura in seveda tema. Ostali izdelki, torej ne samo kot zelišča v kozarcih, ostali izdelki so potem naše čajne mešanice, različne vrste moke, siropi, mazila, mila. Mogoče, da vam predstavim, ajdovo moko se veliko ljudi ustraši, zato ker pač mislijo, da je primerna samo za peko kruha. Vi si pa lahko na primer pripravite tudi slaščico, zelo dobra je ajdova rolada. Za njo potrebujete 100 gramov ajdove moke, 100 gramov sladkorja, 5 jajčk, pol vrečke pecilnega praška. Pecilni prašek lahko tudi spustite, saj tisto teksturo, tisto mehkobo roladi dajo tudi beljaki. Torej, jajčka potem ločite na rumenjake in beljake, stepete vsako posebej, dodate sladkor, moko in spečete rolado. Pa namažete jo potem seveda po lastni želji s kako marmelado, kakim čokoladnim namazom, smetano, čisto po vašem okusu. Mogoče, da vam zdajle, bomo rekli, ta zelo aktualen, zelo popraševan, kateri recept je najboljši za antikorono. Rekla bom takole, nekako, da si okrepite svoj imunski sistem, torej vzamite nekje 30 gramov materine dušice, 30 gramov timijana,
30 gramov tega dobre misli in pa 10 gramov kamilice. Ta čaj se nekako najbolj priporoča za preventivo, za okrepitev vašega imunskega sistema in pa seveda na splošno poskrbimo za svoje dobro počutje. Tako, to je nekako iz naše zakladnice zdravja vse. Če želite še izvedeti kaj več, kakšen nov recept, kakšen nasvet, pa vas seveda vabim, da se oglasite na našo kmetijo. Pa lep pozdrav!